luči brez sveč, glasba brez godcev, ampak to pesem že poznam. To sem že nekje slišal. Saj res, ta je moja. Nekdo mi je povedal, da danes pesmi nastanejo malo drugače. 2 klika in že je pesem. Čeprav sam sploh ne vem, kaj je to en klik. Včasih smo besede previdno obračali, jih poslušali, pilili, jim dali čas. Včasih smo jih sukali celo noč, dokler niso zvenele tako, kot smo si zamislili. Tako, kot so žene sukale preveč. Včasih, nit za nitjo. A očitno se še danes nekaj prede. Da še ne vem točno kaj in kdo. Kajti ta teden ni čisto navaden teden. Kot v decembru diši po piškotih in toplem vzdušju, tem tednu diši po kulturi. Tistim, ki nosimo v besedah, pesmih, zgodbah in plesu. Kultura ni nekaj oddaljenega, je del nas. In kdo si sedaj ti? Dobar dan, gospod Prešeren. Jaz sem... Ime mi je beseda. Kaj se čudite? Beseda. Ne bodite v skrbeh. Nič še ni izgubljeno. Še vedno sem zelo pomembna. Imam neverjetno moč. Lahko povezujem, lahko razveseljujem, lahko pobožam, lahko naredim tudi kakšno neumnost in lahko sem neizmerno moderna. Lahko sem malce izumetničena, lahko sem popolnoma nerazumljiva, lahko sem celo preslišana in lahko sem del pesmi, ki jih potem beremo še stoletja. Torej, nisem še čisto zastarel? Nikakor. Dokler bomo govorili, razmišljali in čutili, bo beseda živela, iz njo narod. In to vam lahko danes tudi pokažem. Iz preje besed lahko nastane pesem. Takšna, ki je ne beremo samo z očmi, ampak tudi s srcem. Med dvema besedama izberi tišjo. Med besedo in molkom izberi poslušanje. Med dvema knjigama izberi tisto, ki je bolj prašna. Med zemljo in nebom izberi ptico. Med dvema živalma izberi tisto, ki te bolj potrebuje. Med dvema otrokoma izberi oba. Med manjšim in večjim zlom ne izberi nobenega. Med obupom in upanjem izberi upanje. Če je beseda nit, sem jaz preja. Ko se besede povežejo, začnejo zveneti. Včasih tiho, včasih glasno, včasih otožno in včasih radostno. Včasih tako, da jih nekdo zapoje sam in včasih tako, da jih zapojemo skupaj. Rodim se iz srca, živim v glasu in najlepše mi je, kadar me zapojejo več ljudi hkrati. Dobrovoljo pri ljudeh.
Če bi imel tak zbor v svojih časih, bi pisal še več pesmi. Lepo je videti, da pesem še vedno živi. Ne na papirju, ampak med ljudmi. No in kdo si sedaj ti? Jaz navadno govorim brez besed. Jaz sem ples. Moje zgodbe se piše z rokami, z nogami, s telesom. Rojena sem v igri, v teku otrok, v vrtenju, plosku in poskoku. Z leti rastem, se učim, spreminjam. Moji koraki niso vedno isti, kakor časi niso vedno enaki. Dragi Prešeren, v plesu se srečata preteklost in sedanjost. Kako je to lepo? Ob vsem tem bi te otroke kar nagradil. Fige bi jim razdelil.
pa moramo samo še na koritu zriflati, splahen pa dobro rožet. Kamor tvoja pika tudi pereja. Veš, Dor, čez friško boš dobila, sam pridna moraš biti. Mami, mami! Jaz je povedal. Dej, da ne boš tako težko nosila. Ne pa ni, jaz mu pa pomagal.
Iz Amerike mi jo je poslala. Pa še za mamo, za ateta, vsega so nam poslali iz Amerike. Deti, ja, boš videl, videl, kako smo naša Anečka obratila.
Marti je treba prest, odkat, pa šivat, pa Janezovi bo zvečer pregled, maj še bo nicka večila. Prid, se boš naučila, odmah gremo.
si mislil, da bom v tem času našel še toliko domačnosti, toliko lepega, pristnega. Nit se ni pretrgala, le naprej se je spletala. In kdo si sedaj ti? Pa odkot se jemljajo? Jaz sem tista, ki povezuje. Sem čas. Brez preteklosti ni koleni. Brez sedanjosti ni življenje. In brez prihodnosti ni sam. Tradicija ni nekaj starega, ampak je nekaj, kar mi vsi skupaj vsak dan znova oživljamo. Spoštovani gostje, dragi plesalci, mentori, starši in vsi, ki v srcu nosite ljubezen do kulture in folklore. Danes ne praznujemo le obletnice, praznujemo zgodbo, stkano iz številnih drobnih niti. Niti plesa, glasbe, predanosti in otroških sanj. Že 20 let te niti povezuje otroška folklorna skupina Kresnice osnovne šole Brežice. Vsak korak, ki zazveni na odru, nadaljuje zgodbo, ki se je začela že pred mnogimi leti in odpira novo poglavje z novimi obrazi in svežo energijo. Kresnice so svojo pot začele 2005. Prvih 15 let jih je vodila mentorica Zdenka Dušič. Skupina je stopala na številne odre, doma in tujini, ter sodelovala pri soustvarjanju mednarodnega otroškega folklornega festivala Rtiče Brežice. Leta 2020 je vodstvo skupine prevzela Alenka Jezernik. Tudi v zavtejnih časih ji je uspelo ohraniti ritem skupine in njeno toplino. Pod njenim mentorstvom so se Kresnice znova uvrstile na državno raven in s plesom dokazale, da je zgodba še vedno živa. Prihodnost se plete počasi, a vztrajno. Posebno mesto imajo najmlajši plesalci, ki prve korake v svetu folklore odkrivajo skupine Iskrice pod vodstvom Tjaše Zupančič. Več kot 50 učencev vključenih folklorne skupine je dokaz, da ljudsko izročilo še vedno živi in se uspešno prenaša na mlajše generacije. Na vajah otroci spoznavajo pesmi, plese, igre in običaje, ki so nekoč živeli na dvoriščih in med ljudmi. Danes jih svojo igrivostjo prinašajo tu na oder. Pri tem jih svojim znanjem spremlja Danica Avšič, ki zna stare vzorce izročila povezati v nove odrske zgodbe. Tudi folklorni kostumi niso le oblačila. So del pripovedi, ki povezujejo čas, kraj in ljudi. Zanje že od samega začetka skrbi Vlasta Kerin, ki z natančnimi šivi soustvarja podobo, v kateri ples zaživi. Ker skupina raste, si danes pomagamo tudi za sposoje oblek, a želja ostaja, da bi nekoč vse plesalce oblekli v lastne kostume. Če želite to zgodbo podpreti tudi vi, ste vljudno vabljeni k prostovoljnemu prispevku. Zbrana sredstva bodo namenjene izdelavi folklornih kostumov, s katerim bodo mladi plesalci tudi v prihodnje ponosno in samozavestno stopali na oder. Folklora nas uči, da nič ne nastane samo. Vsaka zgodba je preplet ljudi, časa, potrpežljivosti in ljubezni do izročila. Ko se ti elementi srečajo, nastane nekaj trajnega, lepega. Naj Kresnice še dolgo tkejo svoj pot. Na naši šoli kultura ni le dejavnost, temveč način razmišljanja in ustvarjanja. Pevski zbor, gledališke in plesne skupine, literarne in likovne, fotografske dejavnosti učencem odpirajo prostor za izražanje, sodelovanje in ustvarjalno rast. Skozi umetnost gradimo spoštovanje, samozavest in občutek pripadnosti. Zato smo ponosni, da smo letos zopet pridobili naziv Kulturna šola. Prosim regijsko koordinatorko JSKD Brežice Simono Rožman Strnad, da ravnateljici dr. Mateji Hadler podeli priznanje.
Spoštovani učenci osnovne šole Brežice, spoštovana ravnateljica Mateja Hadler, spoštovani učitelji, dovolite mi, da vam v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti izročim tole vaše pridobljeno priznanje, ki ste ga pridobili v letu 2025. Dogodek je bil namreč 2. oktobra v Žalcu. Skratka, tale naziv, kulturna šola, ste si pridobili z vsemi temi naštetimi dejavnostmi, z veliko število otrok, vključenih v te dejavnosti, tako, ki se prepletajo tako med 4 stenami šole, kot tudi široko navzven. V povezavi tudi z našo območno izpostavo, saj vsa vaša dejavnost sodeluje v naših programih in srčno upamo, da bo tako tudi naprej. Pridobili ste si priznanje, seveda tudi zastavo, ki jo boste lahko ponosno izobesili pred šolo. Vaš naziv, kulturna šola, pa velja vse do 31.8.2029. JSKD je z lanskim letom vstopil tudi novo zunanjo podobo, zato je tudi kulturna šola v novi podobi in tudi zastava je že z novo podobo. Podpiramo in odpiramo kulturo, naš K pa na široko odpira svoje roke v varen kulturni objem. Iskrene čestitke in na dolga sodelovanja. Ker sem ravno pri mikrofonu, da ob 20. obletnici otroške folklorne skupine Kresnice osnovne šole Brežice izrečem iskreno čestitke v našem imenu, v imenu JSKD, območne izpostave Brežice. Namreč vse od začetka tega snovanja pod pobudo in mentorstvom spoštovane Zdenke Dušič nekako spremljamo to skupino, ki se od prvih korakov tudi na tem odru kalila v eno izvrstno umetniško skupino, ki jo danes uspešno nadaljuje Alenka Jezernik. Velik ponos nam je, da imamo tako odlično skupino. Moram povedati na tem mestu, da v lanskem letu smo imeli na državnem srečanju Ringa Raja izmed vseh otroških folklornih skupin po Sloveniji med 8 izbranih kar 2 skupini iz naše občine. To je otroška folklorna skupina osnovne šole Rtiče in otroška folklorna skupina Kresnice osnovne šole Brežice. To je res nekaj izjemnega, kar govori o tem, da v našem okolju delujejo odlične mentorice, ki znajo privabljati v svoje okolje, v svojo dejavnost številne otroke. Hkrati pa otroška folklora ni samo ples, ni samo nekako igranje, plesanje ob inštrumentih, ampak je, kot smo videli tudi na tej čudoviti prireditvi, ogromno izvrstnih idej, kako tiste ljudsko izročilo, ki je mogoče danes otrokom že res izjemno umaknjeno zaradi povsem drugačnega načina življenja, oplemenitijo z novimi idejami, z novim pristopom, ki so nekako res v povezavi en čudovit most med preteklostjo in sedanjostjo in da je toliko otrok vključenih vanjo, je res izvrstno. Zato prosim, če se mi pridruži na odru mentorica Alenka Jezernik, da ji uročim priznanje ob 20-letnici uspešnega, kakovostnega in ustvarjalnega delovanja ter za spodbujanje in širjenja folklornega in ljudskega izročila med mladimi. Prosim. Veseli nas, da je na današnji prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku in 20-letnici otroške folklorne skupine Kresnice tudi župan občine Brežice, gospod Ivan Molan, ki ga prijazno vabim na oder.
Ja, spoštovani vsi nastopajoči, spoštovana ravnateljica, mentorji, spoštovani vsi, ki ste danes tu v proslavi, res en prisrčen pozdrav in verjamem, da tako kot vsi vi v dvorani in vem, sem tudi sam izjemno ponosen na ta vaš nastop, ki je bil danes predstavljen tu nam. Občina Brežice je seveda občina, ki je izjemno ponosna na svojo kulturo in kultura se praktično začne že pri najmlajših v občini Brežice. Vse kultura začne že v samih vrtcah, v osnovnih šolah, potem pa seveda tudi v srednjih šolah in pa izjemno imamo razvejeno tako, lahko rečem, to neprofesionalno kulturo in pa seveda tudi v zadnje čase imamo vse več takšnih kulturnih prireditev, ki so primerne za sam vrh, na katere lahko rečemo, da je že profesionalno. Sam osebno seveda in pa občina Brežice na nek način spodbujamo na različne načine. Veliko prispevamo tudi s tem, ko zagotavljamo osnovne pogoje in lahko rečem, da lansko leto oziroma začetek letošnjega leta s ponosom povemo, da smo tudi uspeli prenoviti to našo kulturno dvorano, ki, kot sem zadnjič bral v časopisih, je ena od večjih investicij v kulturne domove v letošnjem letu celo v Sloveniji. Tako da tudi s tem prepomoramo predvsem, da so pogoji čim boljši za delo. Seveda pa se zavedam, da same stavbe niso tiste, ki so pomembne najbolj pri kulturi, so neka osnova, najpomembnejši so pa ljudje, so mentorji, so naši kulturniki, na katere res lahko gledamo izjemnim ponosom. Posebej pa lahko rečem, da sem izjemno vesel, ko vidim nastope naših najmlajših, ki nam prikažejo del našega ljudskega izročila, katerim v občini Brežice je tudi izjemno poznana potem na različnih načinih in jaz mislim, da je to tudi najboljša garancija, da se bo tudi v prihodnosti še ljudsko izročilo in pa kultura v občini Brežice razvijala. Ob tej priložnosti seveda samo še vsem zahvala za vaše delo in pa čestitke ob kulturnem prazniku. Mislim pa, da je ob takšni obletnici tudi prav, da sam, tako mentorci kot ravnateljici, tudi izročim plakete občine Brežice za 20 let vašega delovanja. Naj bo to na nek način zahvala za vaše delo in predvsem spodbuda za naprej. Tako da prosim obe, če lahko prijete tu, da skupaj prejmete to priznanje občine Brežice. Vsem vam pa vse dobro ob kulturnem prazniku, ki bo v tem tednu. Hvala lepa. Hvala lepa. Obljubljamo, da kultura tudi prihodnje na naši šoli ne bo samoumevna, temveč zavestna izbira in trajna vrednota. Dragi zbrani, hvala tudi vam, da ste del te čudovite poti. Jaz sem preprosto srečen. Moje srce bi bilo na mestu, če bi vse današnje slavljence videl še enkrat, da jim lahko zaploskam. Pa muzikante tudi in učiteljice, ki so jih vse to naučile. Pomagajte mi, zaploskam vsi.
Nekdo pa še manjka. Naša ravnateljica. Pa se mi zdi, da sem jo že videl. Naj pride še ona na oder, da vidim, če se tudi ona rada suče in ali ima morda ameriško obleko. Če je moja obleka ameriška, ni. Nisem raziskovala, a mislim, da ni slovenskega porekla, je pa moja. In verjetno bi se dalo v njej tudi dobro zasukati, ampak to smo danes prepustili tistim, ki znajo. Kot smo videli, tuje nas včasih navduši, a domače, naše nas oblikuje. In danes je bil oder poln prav tega, našega domačega. Spoštovani gostje, dragi starši, cenjeni predstavnici JSKD-ja, gospod župan, drage sodelavke in sodelavci, predvsem pa dragi vsi nastopajoči in učenci v dvorani. Danes nismo zbrani le na proslavi ob kulturnem dnevu. Danes praznujemo zgodbo, ki se piše že 20 let. Zgodbo stkano iz niti, ki povezujejo. Niti, ki povezujejo preteklost s sedanjostjo, otroke med seboj, učence z mentorji, šolo s krajem in kulturo za življenjem. Naša šola s ponosom nosi naziv kulturna šola. A ta naziv ni le priznanje, je odgovornost. Odgovornost, da kulturo živimo ne le ob praznikih, ampak vsak dan. Le vsi skupaj lahko obljubimo, da bomo tudi v prihodnje kulturno delovali, ustvarjali prostor, kjer boste otroci lahko rastli, raziskovali in skozi umetnost postajali čuteči, pogumni ljudje. Dragi nastopajoči, vi ste danes dokaz, da so niti, ki povezujejo, resnične. Vsak korak, vsak gib, vsak pogled na odru je del večje celote. Pred 12 leti se je v tej šoli začela tkati torej posebna nit folklorne skupine. Morda sprva nežna, skoraj neopazna, danes pa močna, barvita in trdna tkanina, v katere so vtkane generacije otrok. Generacije, ki niso le plesale, rasle so. Rasle so skozi koreografije in korake, skozi nastope in treme, skozi aplavze in tišino pred začetkom, skozi prve nastope in zadnje poklone. Posebno mesto v tej zgodbi ima mentorica, gospa Alenka Jezernik. Včasih, kot pravijo otroci, govori res veliko, a nikoli preveč. Njene besede so vedno polne motivacije, vedno usmerjene naprej, vedno z mislijo zmoreš več. Postavlja si visoke cilje, katerim vztrajno sledi. In prav to uči tudi svoje plesalce, da se sanje ne uresničijo same, da je za lep korak potreben trud, za usklajen ples pa zaupanje drug v drugega. Draga Alenka, hvala za vsako nit, ki ste jo vkala v zgodbe odrskih postavitev, v življenju otrok in v srce naše šole. Mentoricam, predvsem pa sedanjima mentoricama Tjaši Kramar in Tjaši Zupančič, za mentorstvo najmlajšim plesalcem, za vse glasbene prireditve ter za predano mentorstvo godcem in pevcem. Tjaši bomo predali. Hvala staršem za podporo,
hvala sodelavcem za predanost, hvala lokalni skupnosti, JSKD-ju in občini za zaupanje. Posebna zahvala pa gre tudi naši Mateji Bogovič-Fifnja, ki je z občutkom režirala današnjo prireditev. In seveda učencem, ki so danes uspešno izpeljali že 3. prireditev, zato si poleg iskrenega aplavza zaslužijo tudi malo dodatne energije. Naj se niti, ki nas povezujejo, še dolgo ne pretrgajo. Iskrene čestitke vsem ob kulturnem dnevu in ob 20. obletnici šolske folklorne skupine. Še to bom rekel, potem pa grem. Dokler bomo prepletali niti besed, peli pesmi in plesali zgodbe, bo kultura živa. In če bi danes še pisal pesmi, bi eno zagotovo posvetil prav vam.